Jaz mislim, da je to vse skupaj je rezultat časa, v katerem smo živeli, ne, in nabranega strahu, nekje globoko v podzavesti, tudi če se ga ne upamo priznati sami pri sebi, ampak vsi tisti, ki smo šli čez socialistične šole, sploh če si bil z družine, ki ni bila na pravi strani, je ta strah ostal, ne? Nisi bil ta pravi. Spoštovane in spoštovani, dobrodošli v družininem podcastu. Tole je serija pogovorov z uredniki posameznih področij na družini, v katerih bomo majčkeno predelali preteklo leto, tiste mogoče najpomembnejše ali pa tiste stvari, ko so se posameznim urednikom najbolj vtisnile v spomin. In zdaj imam pred sabo Boštjana Debevca, ki je odgovorni urednik družine. Živjo, Boštjan. Živjo, Janez. Kako si kaj? V redu, polna glava vsega, ko sem razmišljal, kaj naj povem, je tako polno na koncu leta, se tako zgosti, da je vsega ogromno, ampak ko hočeš pa nekaj povedati konkretnega, se pa vprašaš, kaj pa bom od tega sploh povedal, ne? Si ti tudi tako, ko so mi nekateri rekli, da na začetku leta se gleda tiste številke 1, 2, 3 z strahospoštovanjem, potem pa na koncu pa kak je zdaj bilo? Neverjetno. Se mi zdi, da je, ne vem, pred enim mesecem sem urejal februarske številke, tam 6., 7. Včeraj, ko smo pa oddajali pred zadnjo številko, oziroma pred včerajšnjem, sem pa 50. številka tik pred zadnjo dvojno božično številko, sem rekel, pa kam je šel čas? Imaš pa zdaj bolj zgoščeno, ali kako še ta teden? Zdaj je še polno, ker imamo to dvojno številko in potem se je treba hitro pripraviti tudi za prvo številko, čeprav je vmes 14 dni, ampak so tudi prazniki in je treba res kar hitro potegniti naprej. In kaj posebenega za to dvojno številko? Se bodo verjetno takrat, ko bo to šlo ven, bralci jo že v rokah imeli, ampak imaš kaj tacga, karte, kako bi se temu rekel, žgečka v tem smislu? Mislim, da bo zelo lepa, no. Od pričevanj osebnih, to se mi zdi vedno nagovori naše bralce, a ne. In to je tudi nekaj tacga, ko mi zdi, danes je čas pričevanj. To, kar živi človek, ali res živiš eno vero, a ne, pričuješ za evangelij, za Jezusa, ali si pa nek teoretik, ne, pa se obesiš na neke teorije, ki pa mislim, da danes ne primajo kaj dosti več. Zato so res dragocena, no, ta pričevanja in skušamo vsaki številki kakšno tako pričevanje prinesti, še posebej pa seveda za praznične številke. Pa tudi ta pogled, da pač ko se vse sveti v adventnem času in božičnem, je dostikrat v marsikomu veliko temene, tudi pri vernih ljudeh, a ne, čeprav mogoče naven kažemo, da smo ne vem kako, ampak je veliko stiske, marsičesa in je prav to, da damo ven in da pokažemo tudi pot, kako naprej. Se ti zdi, da je včasih bilo več tega vzgiba pozitivističnega, da tako rečem, se ti zdi, da so danes časi bolj, torej recimo temu naklonjeni temu, da se pri nas katoličanih slika tudi mogoče kakšna plat, ki ni ravno bleščeča, ki ni ravno obsijana s soncem. Se ti zdi, da se je to kaj spreminjalo skozi leta v tvojem delovanju, ki si marsikaj že dal skozi kot urednik, kot voditelj, kot ne vem kaj? A veš, kaj bi rekel? Jaz mislim, da se je spreminjal, no, tako kot jaz opažam. Tudi ko sem prišel pred 8 leti tukaj na družino, ne, iz RTV-ja. V bistvu sem prišel z enim motivom oziroma z enim geslom svojim, ki sem ga tudi direktorju povedal, sem rekel, dajmo izhajati iz življenja, ne. Se pravi, to, kar življenje nam prinaša, vse probleme, z vsem, kar se ukvarjamo, to je naša materija in to skušajmo odgovarjati z evangelskim duhom, ne. Iskati odgovore, ne, sej včasih človek ne ve, išče
povabiš ljudi, se pogovarjamo, kako neko konkretno situacijo, ne vem, je bil COVID, je bilo cel kup drugih stvari, pač so ljudje, ne vem, zelo raznolike teme, tako kot jih v resnici življenje prinaša, ne? Da ni neka duhovnost tako nekje gor za izbrane, za, ne vem, meditacija, ne vem, par ur ali ne vem kaj, ampak ja, zelo konkretno, kako ob delanem času živeti, biti kristjan, kako biti, kako se spočiti, a ne, v tej noriji časa in tako da, ja, izhajati iz življenja, to je bilo moje tako eno vodilo in je še iskati teme, ki so pomembne, ki zadevajo današnjega človeka in na te teme odgovarjati z evangeljskega vidika. Moram ti priznati, da sem majčkan komplikator glede tega, komplikator ali pa tudi ne, boš ti povedal, sem res, nisem, ampak ko se pogovarjamo o teh stvarih, ko si recimo omenil, danes ni čas, sej, lahko da se jaz motam, imaš ti absolutno prav, to bova zdaj mogoče ugotovila, ampak ko si rekel, ni čas več za neko teorijo, ampak je bolj čas za življenje, če sem te prav razumel. Pričevanje, osebna pričevanja. Tako. In, a veš, jaz imam pa v krščanstvu, v katolištvu sploh, se mi zdi, da se vse tako na nek način povezuje, da se vse prepleta, da je potrebna in teorija, in življenje, in vse. Seveda. Se strinjaš s tem? Ja, to vsekakor, ne. Seveda, ampak duh časa se mi zdi tak, da v bistvu ljudje danes iščejo osebne zgodbe, no? Da je to na prvem mestu, in v tem smislu tudi izhajati iz življenja, ne? Pač v neki konkretni situaciji, ko vsak človek je, največkrat se najdemo na skupnem imenovalcu kakšnih preizkušenj, trpljenja, bolezni, takšnih, drugačnih, in mislim, da je to tisto vstopno mesto, ko sploh človek danes prisluhne, a ne? Gre tudi za vprašanje, kje so naša vstopna mesta v tem času, a ne? Tako, no, v tem smislu. Ja, razumem. S tem, da samo dodajam, da smo tudi ljudje različni. Je pa res seveda veliko več želje po nekem takem, kar ti praviš, se strinjam popolnoma. Ok, rekla sva, da se vam malo pomenila v preteklem letu, da sva tako vod naredila filozofski, recimo temu. Ampak, torej, par stvari, ki te je zaznamovalo, mogoče tisto, ne tisto, kar je bilo mogoče globalno najpomembnejše, ali pa tudi, ampak tiste stvari, ki so mogoče tebi najbolj odzvanjale in ti še vedno odzvanjajo. Ja, mislim, gotovo je bila smrt papeža Frančiška, v tem letu, tista, ki se me je tudi osebno dotaknila. Bil je piknik 21. aprila, hčera je imela 18 let, polnoletna, povabljena žlahta, tam okrog 11, pol 11 pride prvi SMS, da nekateri mediji pišejo, da naj bi papež Frančišek umrl. Ok, kaj pa zdaj? No, potem čez pol ure približno že pride potrditev in uradna novica, papež Frančišek je umrl. In potem sem tako, možgani začnejo procesirati, kaj zdaj, kako, sej kakšno stvar, nekaj že imamo, smo imeli pripravljeno tudi za to, ampak vseeno, ko pride trenutek, ga ne moreš predvideti, ker se mi zdi tudi tako čustveno in celostno ljudje začnemo drugače funkcionirati takrat, ko se pa res zgodi. In ja, prvi klici, prvi SMS-i, ampak piknik smo imeli naprej, mislim, vmes smo pa še, da sem pa že dajal izjave za kakšen radio ali kakorkoli, Pol je pa seveda zadeva hitro stekla, no. Mislim, moram tudi to reči, da za razliko izpred 3 let, ko je 31. decembra 2022 umrl papež Benedikt XVI, je bil on upokojeni papež, papež v pokoju in je bila druga situacija, Vseeno pričakovano, počasi usihu, tudi
So tudi mediji, tudi bi rekel, v Vatikanu so povedali, da se izteka življenje. Ja, pa tudi funkcijsko. Pa ni bil v funkciji, ne, seveda. Tukaj, ko pa aktualni papež umre, je pa vseeno, mislim, je velika razlika, tako kot je bil prej. Takšno smrt smo poznali, recimo moja generacija, samo od Janeza Pavla II., ne, ko se je tudi na nek način svet ustavil. In ja, to je bilo, mislim, to je bila ena taka močna stvar. To, kar sem začutil, je bilo to, da je umrl človek, ki je bil neka moralna avtoriteta sveta, nek glas sveta, za vse, verne, neverne, drugače verne. In to se je čutil v medijih, v odzivih. Ne, vemo, da so imeli mediji zelo radi papeža Frančiška zaradi te njegove neposrednosti, preprostega jezika, marsičesa še, ne, številnih gest, ki so bile zanimive in so te tudi nasmejale, ali kakorkoli, ganljive tudi. Ampak mislim, da predvsem ob tem usihanju avtoritet v svetu, mogoče tudi političnih, ker včasih so pa le bili kakšni voditelji, ki so bili, rekel, persone, je enostavno en vakuum bil. Ne? In tukaj mislim, da so papeži vedno bolj vstopali, mogoče Frančišek pa še najbolj zdaj, ne? Tako, ki je pa dejansko bil neka vest sveta in ja, če je on nekaj rekel, pa če je on na nekaj opozoril, pač je ta beseda nekaj veljala, ne? Jaz verjamem, no, tako. In to sem videl tudi moč papeštva, ki je bila v zatonu v preteklih stoletjih, recimo, je zdaj prišla na en čist drugačen način ven. To tako, no. In tako sem pa tudi čutil, da v zadnjem momentu sem se odločil, da grem na pogreb. Tako v parih urah prej in sem dobil letalsko karto na hiter zadnji, tako, in sem šel dol v Rim in nisem vedel, kje sem prespal, skratka šel sem en dan pred pogrebom v petek in tako, da sem lahko še šel kropiti. To mi je bila želja, no, iti tudi v to vrsto, v bistvu biti v eni izbranosti, v eni molitvi. Vmes sem naredil tudi že anketo, recimo med različnimi ljudmi, narodnostmi, ki so tam stali, in doživeti te 4 ure čakanja v vrsti in potem, ja, se posloviti tudi od papeža, ne, ko greš mimo njega, zelo lepo. Potem pa drug dan pa še pogreb, ki je pa seveda masovka ogromna, ne. Mislim, to je ulica Sprave do konca, polno vse. Je pa tudi posebno doživetje, no, tako, doživeti vse to, raznolikost narodov in tega vzdušja. Pa to ni rekel, kot da nisi na pogrebu, bilo je eno veselje, ne, tako kot je bil papež, saj ni bil nek zamoren tipa, ne. Mislim, Frančišek je deloval vedno tako optimistično. Ampak je tako, no, in je bilo tudi to veselje na pogrebu, tako. Veselje, bi rekel, praznovanje enega življenja, ki se je na zemlji izteklo in se nadaljuje tam gora, ne. Ja, mogoče ne bi šel toliko v samo torej zapuščino papeža Frančiška. Različna mnenja so takšna in drugačna. Marsikdo s tabo čuti, marsikdo ne čuti s tabo. Pa tako, kot sem rekel, mogoče ne bi sem zajadral, ampak vseeno me pa zanima, kako se taka številka potem na družini pripravlja. Rekel si nekaj že pripravljen, ampak to je verjetno pa precejšen, ne, glede na to, da ste imeli pa izredno lepo številko takrat, ja. Da je bila res cela posvečena papežu z različnimi mnenji, z različnimi pričevanji, z različnimi izjavami, kako to zgleda na družini. Pa. Ja, v bistvu bilo je tudi tako, ne, da mi smo bili po Veliki noči, to je bil velikonočni ponedeljek, ne. In po Veliki noči je en teden pač ni redakcije, ne, ker je dvojna številka, tako da je bilo treba tudi tukaj vse mline in mašinerijo zagnati, da smo se pač izreden sestanek takoj naslednji dan. Mislim, da že zvečer smo se slišali, pa usklajevali nekaj za splet, kaj lahko že vsak nekaj tudi za splet pripravi, pomaga spletni redakciji.
potem pa takoj načrt in kdaj izidete. Prvo, kar je bilo, je to, ker tednik ima ustaljene okvirje izida, se pravi, mi imamo ob torkih redakcijo, v sredo je že na pošti družina, to, kar je bilo treba, kdaj ali že drug dan iti v redakcijo ali še en dan pozneje, pa smo rekli, pejmo v sredo v redakcijo in bo četrtek zunaj, z enim dnevom zamika za to, da se res lahko pripravimo, da naberemo pričevanje, da pokličemo ljudi. In ja, potem v bistvu to je sad timskega dela. To je pa je lepota potem uredniškega dela, ko vidiš tudi pripravljenost sodelavcev, pač delajo zvečer, če je treba še celo noč, ker se vejo, da to je res tak sveti čas, sveti trenutki in moramo dati vse od sebe. In mislim, številka potem res, ko vzameš v roke, verjamem, da se je marsikdo nekam shranil tudi, pač vse, kar človek bi želel vedeti, predvsem tudi stike Slovencev s papežem, se pravi, da res, kako smo imeli mi z njim odnos, lahko potem prebereš v eni taki kompleksni številki, 20 strani v celoti posvečenih v besedi in fotografiji. Ja, super. Dejva, mogoče druga stvar, preden da ti jo jaz položim v usta, jo ti daj, pa če boš se zmotil. Če se boš zmotil, ti jo bom pa pol jaz položil eno. Prosim, kaj bi rekel kot druga stvar, ki te je zaznamovala? Druga stvar, ne bom rekel, zdaj bom kronološko gledal, gotovo je bilo lepo imenovanje novega škofa v Murski Soboti, Janeza Kozinca in predvsem potem ta dogodek posvečenja škofovskega, ko sem šel tudi gor v, kaj je že ta kraj, in pozabim, moram pogledati na Plonk-Cegelc. Izvoli. Črenšovci, ja. Ne vem, zakaj mešam z Beltinci. V glavnem. To je asociacija, čerešna, tako, v bistvu, tam sem začutil, mislim, fajn je, doktor Janez Kozinc je res fajn škof in jaz sem ga imel potem tudi po tem posvečenju kmalu v studiu. Mislim, da takoj naslednji teden so naredila pogovor, video, šel potem tudi v družino. Nikoli si nisem mislil, da bom imel pogovor z škofom, ko bo mlajši od mene. To sem rekel, jaz se ne morem toliko postarati, nikoli. To je nemogoče, vedno imaš ti škof. Pač ima neka svoja leta, modrost in tako. Sej modrost ima, ampak let pa nima to, kaj jaz. Ja, tako, v bistvu to vzdušje tam v Črenšovcih, ta toplina te prekmurske ravnice in ljudi, predvsem seveda dobrodušnost ljudi, sjajna organizacija in eno veselje. Tako, ta ljudskost, pač človek tukaj začuti ljudskost vere. In to je zelo lepo. Zelo lepo biti tudi v živo na teh dogodkih in pač vedno bolj spoznavam, tudi se pogovarjamo v uredništvu, da kako je pomembno, da smo mi na terenu, da nismo za računalnikom pa samo neke novice prekladamo, pa tako, ampak da gremo tja, da se pogovorimo z ljudmi, da naredimo kakšno anketo z njimi, da začutimo, drugače človek hitro gleda čez človeka. Se mi zdi, da če smo samo spletni ljudje, računalniški, potem mislim, da je tudi papež Frančišek, da je v eni od poslanic za medije enkrat tudi rekel, da pejte med ljudi, pejte na teren, tako, ne ostajati v pisarnah. Tam je življenje, zunaj. Ja, mislim, sigurno se izgubi marsikaj, če nisi iz obličja v obličje, deloma se tudi oddaljuješ od tistega od življenja, Ja. Ne vem, na podeželju ali pa tudi v mestih, če nisi prisoten. Ja, pa tudi tako je, jaz, ko sem bil skoraj 17 let sem bil na RTV-ju,
7 let na televiziji, 10 let na radiju. In vem, ko smo imeli izobraževanje in so že takrat rekli tako, ne, mislim, da je 7% je ta zgolj razumski, govorno sporočilo, kar zadeva razumevanja. Ostalo so nevidne stvari, ne? Mislim, je govorica telesa, je glas, pač vse mi čuti dojemamo, ne, sočloveka in zato je toliko pomembno, da se dejansko ljudje srečamo v živo, ne, in se začutimo, ne, tako, in tudi pol predsodki marsikdaj odpadajo, ne. Ja, tretja zadeva, no, ki je pa seveda bila pa čustveno zelo močna zame, je bil pa referendum o asistiranem samomoru. Ta zadeva se je pa vlekla zdaj že 2 leti, a ne. Mene je bila žalostna, bi rekel, žalostna zaradi delitev, no, do katerih je spet prišlo, no, te hude polarizacije, hudih delitev, ostrih besed, manipulacij, a ne. Seveda, vse skupaj se je to zgostilo potem konec oktobra, pa v novembru, ko je bil sam referendum. Tako, no, tukaj sem začutil to, da pač tukaj ne moramo spati več, no, tako. Tudi sam sem tak, se rečeš, pa se to, bože, kdo drug, kaj se oglasil, pa tako. Ne, tle je treba stopiti in vse narediti po svojih močeh, pač, da daš svoj prispevek v tej razpravi in da pomagaš k demokraciji v družbi. Tudi, če ne bi na koncu se bil rezultat drugačen, ampak pomembno je, da človek naredi svoj del, ne. In to se mi zdi, se je zgodilo. In se je zgodilo pri neverjetnem velikem številu ljudi. Jaz sem presenečen bil nad mladimi. Ne vem, kar neke skupine so nove nastajale, ki jih prej nisem poznal. Res so bili dobri, a ne? Res so bili dobri in tudi so se znali izražati na dostojanstven način, čeprav so bili pol neki očitki, da je bilo tako, da ni bilo tako, ampak v resnici, ko si poslušal jih, ni bilo nekega sovraštva, no, tako. Ja, pridejo vedno na eni in drugi strani, tudi na strani te, ki smo bili proti zakonu, pride posamezniki, seveda, ki so tudi je ta nivo komunikacije pač tak nizek, a ne. Včasih tudi žaljiv, absolutno, ampak je bilo veliko več tega na drugi strani, ne. Tako da tisti, ki zdajle kaj naprej mečejo to, ne, naj si sam pogledajo realnost, ne vem, na socialnih omrežjih, Facebook recimo, ali pa kot drugod, kakšni komentarji so pod čem, ne, kakšni komentarji so bili pod res ljudmi, škofi recimo, ki so stopili v ospredje, ne, zelo odločno in se takoj pokaže slika, ne. Gre za to, da v bistvu ja, človek mora narediti svoje, no. Pa kaj se ti zdi, a ne? Tokrat smo bili torej na nek način soočeni v tem toku s tem, da je cerkev se precej jasno, glasno zavzela, oglasila, glede na to, da imaš veliko izkušenj z medijskega področja, pa da si več ali manj spremljal te vsebine, torej na nek način, na kakšen način cerkev funkcionira v družbi. Me zanima tvoj pogled na to, no? Tvoj pogled na to, se ti zdi, da prihajajo časi, ko se majčkeno spreminja, ne? Ker tudi sam se spomnim, leta nazaj recimo je bilo zelo malo odmeva cerkvenega, katoliškega, pustva cerkvenega, no, katoliškega v družbi. Kaj se ti zdi? Se ti zdi, da se je s tem referendumom se je to definitivno spremenilo, ampak se ti zdi, da bo to nekako naprej, da bo cerkev vendarle bolj, kako bi se temu rekli, glasno,
artikulirala te svoje naše, pravzaprav etično, moralne, recimo, vsaj v tem kontekstu, torej etike in morale, ali kaj se ti zdi? A se ti zdi, da je prej bilo slabo, da je zdaj boljš, da bo boljše, se ti zdi, da gremo še nadol, kaj bi rekel? Jaz mislim, da je to vse skupaj je rezultat časa, v katerem smo živeli, ne, in nabranega strahu, nekje globoko v podzavesti, tudi če se ga ne upamo priznati sami pri sebi, ampak vsi tisti, ki smo šli čez socialistične šole, sploh če si bil z družine, ki ni bila na pravi strani, je ta strah ostal. Ne? Nisi bil ta pravi, nekje tvoje mnenje mogoče je bilo malo manj vredno, sej mogoče je bilo to samo lastna perspektiva, a ne, sej niti ni bilo potrebno, ampak ta v bistvu samocenzura, do katere nas je to pripeljalo, pač se je tako zažrla, bom rekel, v vse pore družbenega delovanja, a ne, da so ljudje dejansko se zelo umaknili in tudi intelektualci, bom rekel, na cerkveni strani ali pa kakorkoli to imenujemo, so se potem tudi zelo preusmerili v te naravoslovne poklice, a ne. Ja, jaz mislim, da je zdaj v bistvu čas je pripeljal do tega, smo bili pa izzvani tukaj, ne. Ker tle pa gre za temeljno civilizacijsko vprašanje in tudi temeljno vprašanje pač ne, tukaj ni pogajanj, ni manipulacij s čustvi, a ne. Ne vem, jaz sem še pol si pogledal ta film iz leta 41, jih Klagejan obtožujem, ne. V bistvu propagandni film nacistov in me presenetilo v bistvu, kako so previdni bili. Dejansko film sploh ni tako očitna propaganda, ne. V bistvu šele pol tako, proti koncu se začeja in zelo subtilno, ne, zelo previdno, ne. Pa sem rekel, čakaj, pa to je neverjetno podobni argumenti, ne. To me je presenetilo, ne. Pa nobenega nočem obtoževati kakorkoli, ne. Ampak to so besede, ko sem jih začel analizirati, no, sej kolega je itak, kolega Rok Blažič je naredil prispevek prvi o tem, a ne, sej pa so še drugi mediji pisali prav malo o analizo tega, bi rekel, medijskega pristopa, ne, ker nas je zanimalo to, kako so mediji dejansko služili tej ideji, ne, ki je bila v ozadju. Ampak in so dejansko igrali so na čustva, ne, igrali so na čustva in potem so ljudje res mislili, ne, to je res usmiljenje, ne. Ampak vemo, do česa je pa prišlo, no. Tako tam sem bil kar zgrožen, no, sem rekel, res, tukaj pa, res tle pa ni poti, niti koraka se ne sme narediti tukaj. Okej. Še zadnja, tako kot sem rekel, da te bom izzval, da bom to obljubo zdaj držal, seveda, kot odgovorni urednik ne smeš spregledati izvolitve novega papeža, pa mogoče par besed v zvezi s tem, kako si to doživel in kako ga mogoče danes vidiš to obdobje po recimo pol leta približno, odkar je nastopil na funkcijo svojo. Zdaj tako, jaz sem že preživel 6 papežev, a ne. Prvega nisem poznal, ker sem bil še premlad, Pavel VI, potem je bil kratkotrajni 33 dni Janez Pavel I, seveda papež moje mladosti je bil Janez Pavel II, pa je prišel Benedikt, Frančišek in zdaj Leon XIV. Pač za Janezom Pavlom II se je zdelo, da je nemogoče, da je sploh še kdo drug papež, ne. Beseda papež je bila rezervirana za osebo Janeza Karla Wojtyły, ne. Ampak pol, ko je prišel Benedikt, ne, s tisto nemško resnostjo, zadržanostjo, ni se znal pohecati, ne, tako, ali pa, da bi tako bil spontan. Pa sem pa videl, v bistvu, on je to, kar je,
Benedikt XVI, usul se je čez njega, blazno veliko stvari in se mu podtikali vse živo, ampak on je lepo s tisto nemško logiko, mirnostjo, racionalnostjo in eno ljubeznijo šel naprej in vedno bolj so se vsi topili, tudi unik, mogoče jim ni bil tako ljuba izbira in svetovni mediji in sem videl v bistvu papež za tisti čas. Je ta pravi za tisti čas, ne? In mi je res simpatičen, tudi potem je tudi osebnostno se mi zdel, se je spreminjal, je bil en tak, eno veselje je prihajalo in ena radost, se je znal tudi veseliti, ker se mi zdi prej še kot prefekt kongregacije, ga nismo videli v tej luči. Pol je prišel, mislim, itak presenečenje za odstopoma, ne, to je na tla padel pol sveta, ne, ko je prišla ta novica. Pol Frančišek, ne, spet čist druga osebnost in je bil to, kar je, ne, se pravi, nobeden od teh dveh ni igral svojega predhodnika. Leon se mi zdi pa spet, mislim, prav papež za ta čas, ne. Tudi vse stvari, ki so mogoče manjkale Frančišku, ne, neka malo bolj urejenost, večja mogoče pazljivost tudi pri kakšnih izjavah, kakorkoli, je to Leon XIV, Robert Prevost. Ampak zelo spontanje. Ne moreš reči, da je zategnen ali kakorkoli, da bi to zdaj nekaj umetno premišljeval, kaj bo povedal. Seveda premisli, ampak tako, to je on, ne. To je on in je v skladu s tem, kar je, svojo osebnostjo. To mi je všeč, no, da in se mi zdi tako, no, da prinaša zdajle eno tako sproščenost, en mir tudi v cerkev, a ne, eno umirjenost in osredotočenost, no, na bistvene stvari. Obenem pa tudi odprtost za svet. Ok, Boštjan, hvala lepa, da si vzel čas za tale kratek pogovor. Bova kdaj naredila enega malo daljšega tudi v zvezi s tem, v tvoji pretekli poti na TV in radiju, sploh glede na to, da je danes tako pereča tema to v zvezi s tem, pa tudi na nek način usmerjenost RTV in podobno, ampak tako kot sem rekel, bova to za drugič prišparala te zanimive teme. Tako da prav lepa hvala, no, da si vzel čas. Janez, hvala za povabilo. Z veseljem. Spoštovane in spoštovani, vam pa hvala za pozornost seveda in se vidimo v naslednji, to je bila ena izmed oddaj v seriji, torej povzetkov leta za uredniki na družini tukaj, tako da se že veselim naslednjih pogovorov, vas pa seveda lepo pozdravljam.